Nazadnje mu je ostalo polno prigrišče lepote. Raztrosil jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, od Triglava do Gorjancev, in je rekel: tod bodo živeli veseli ljudje. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila, zrasla so nebesa pod Triglavom. Kot bi Cankar najbolj znane vrstice svojega kurenta pisal sedeč na gričku pri cerkvici Svete Marjete v družbi vsakoletnih pohodnikov. Nekateri, med njimi tudi najstarejša udeleženka, 91 jih ima, so imeli za seboj že uro hoje. Spet drugi so prvo skupino pričakali že pri cerkvi, ob kozarčku domačega soka in sladic pridnih marjeških gospodinj. Moram pohvaliti in izraziti hvalo vsem gospodinjam žlepskim, ki so pripravili res odlične slaščice, tako da mislim, da se tudi za prihodnost ni bati slaščičarstva v žlebeh. Pogreša se samo morda kakšna gostilna, da bi to lahko še predstavili še širši javnosti, sicer pa res odlična peciva, domač bezeg, bezgov sok, voda, tako da poskrbljeno je za pohodnike. Holesterol in sladkorna danes ne prideta v poštev, ker bomo na poti potrošili vse te kalorije. Pohod po poteh roparskih vitezov se vedno prične v Preski. Redni postanek je tudi pri Marješki cerkvi, odkoder naprej vodi pot pod Jetrbenkom. Ostalo pa organizatorji prilagodijo, da ni vsako leto povsem enako. No, kar se tiče teh splošnih stvari, da se pride iz osnovne šole pri Preski, kjer je zbirališče, preko gozda do Svete Marjete, ta pot je standardna. Kljub temu pa imamo leto še eno dodatno postajo, kjer se Gregor Bizant predstavlja s svojimi domačimi izdelki, s predelavo sadja, in mislim, da bo to še ena dodatna popestritev za naš kraj, in prepričana sem, da se bo še širila ta ponudba in da bo tega vse več. Prav je, da se ponudijo domači izdelki, domači pridelovalci, tako da mislim, da za prihodnost, kot sem rekla, se ni bati. Organizatorji dogodka, ki je svojo pot začel pred 19 leti, so z organizacijo tega dogodka postavili trdne temelje razvoju turizma na tem območju. Moram priznati, da tega nismo pričakovali, da bo v takem obsegu. Spomnim se pa prvega pohoda, ki je bil pred 19 leti. Bilo je tudi na Katarini, dobili smo se gor na Katarini, oziroma iz Katarine je prišla ena grupa, iz Žleba druga grupa in obenih je močno začelo drževati. Tega se dobro spomnim. Potem pa nekako smo šli ta grupa, ki je bila takrat že ustanovljena za ta pohod po poteh roparskih vitezov, z leta v leti naprej, in z leta v leti smo rasli. Zelo dobro je bilo. Mislim, da je bilo to pred 4-5 leti, ki so bili še pobratene te naše iz Francije, Italije, Srbije na Brano, ko smo se dobili. Takrat so bili tudi konjeniki. Drugače pa mislim, da vsako leto raste, tako kot letos rečemo, je približno prištetih 120 pohodnikov. V turističnem društvu Žlebe Marjeta so s pomočjo zgodovinskih dejstev in legend, ki so krožile prek generacij, spletli turistično zgodbo, na kateri gradijo promocijo kraja in občine. Ogromno se dela na tem, tudi med tem lahko rečem, da Lado ogromno dela, Vidmar na teh projektih pomaga zraven, je prisoten, drugače pa res, društvo Žlebe Marjeta živi od pohoda po poteh roparskih vitezov. Imamo tudi druge, imamo tudi galerijo, imamo tudi delovne akcije, imamo tudi koncerte, ampak mislim, da je osnovno je pohod po poteh roparskih vitezov. Vedno je na dan državnosti, na 25. junija. Ta dan je prost dan tudi za vse tiste, ki ne gredo takoj na morje po končani šoli, ampak tiste, ki si želijo tudi nekaj novega, nekaj morda prebiti v naravi, morda vidijo tudi to učno pot, ki se vije po tej naši poti, kjer gre ta naš pohod, in si dobijo nove ideje za naravo, kjer ne rabiš ne denarja, ne avtomobila. Ne, nisem prvič danes, ne. Me pa zdaj 2 leti ni bilo. V čem je čar, bom rekla, tega pohoda tukaj najbrž, ker niti ni napor? Predvsem druženja z bolj ali manj znanimi ljudmi, pa tudi ponovno obnoviš nekaj, kar si morda že pozabil. Pred leti si nekaj doživel, videl,
stvari grejo počasi pozabo, na ta način pa ponovno jih povrneš nazaj, vsaj v spomin. Ne? A drugič smo zdaj prišli. Ja. Kaj vam je pri tej poti najbolj zanimivo, simpatično? Pa tako domači kraji, pa domači ljudje tukaj, pa je prijetno druženje, pa nima smisla za praznik se nekam daleč voziti. Imamo tukaj okrog okolici vsega dovolj, pa občina lepo tole organizira, lep dogodek, tako da smo prav veseli, da se z veseljem udeležimo. Številni pohodniki pa pridejo prav vsako leto. Zagotovo pa je marsikomu ostal najbolj v spominu pohod v času epidemije koronavirusa. Kljub omejitvam, ki so bile, so se ljudje v velikem številu udeležili. In to se mi je zdelo res posebno, da se niso prestrašili nevidnega virusa, da tudi mi smo se zorganizirali v okviru tistih preventivnih zdravstvenih ukrepov. Nihče ni zbolel, vse je potekalo brez kakršnih koli posebnosti. Ljudje pa izredno zadovoljni in hvaležni, ko je bila prireditev organizirana, ko nikjer ni bilo nobenih prireditev. Držali smo se tistih razdalj, zadev se nismo dotikali, razkuževanje, pakiranje in to je bilo resnično nekaj posebnega. In mislim, da je danes prav zahvala za vse tisto, kar smo v teh 2 letih preživeli nekako, da je spet ta pohod lahko sproščen, da je vreme lepo, da so ljudje z dobre volje že ko prihajajo, kljub vročini, kljub vsemu, mislim, da bo pohod res tisti, ki bo ostal spet v spominu kot nekaj lepega. 19. pohod bo pohodnikom ostal v spominu tudi zaradi obiska destilarne domačina Gregorja Bizanta in postanka ob razstavi pod Kozolcem. Osrednja točka, kjer pohodniki dobijo prvi prigrizek in prisluhnejo zgodbi domačinov, pa je Marješka cerkev, stara dama, ki je pred kratkim dobila novo preobleko. Z veseljem jim bomo pa pokazali lepo zunanjščino, tako da zdaj je fasada dokončana, vsi detajli so dokončani, tako da bo ta cerkev res za naslednje rodove ohranjena. No. Lahko jim povem, kaj nas še čaka, ampak res glavne stvari so pa zdaj res za to cerkev dokončane in mislim, da kar lahko z veseljem čakamo 500-letnico, ki bo 26. leta. Domačini so k obnovi pristopili z veseljem in zagnanostjo, kar prenovi daje še večjo vrednost. To je pač del, ki je skrit v teh, kar se vidi na zunaj. Drugače pa kar nekaj stvari, ki smo jih odkrili med gradnjo, recimo tam smo vzeli eno ves iz prezbiterja dol, ki je bila lesena, zdaj nas služi več svojemu namenu, smo dali pregledati, recimo ta les je bil posekan 1670. leta in iz tega lesa bomo naredili kakšne take spominske stvari, verjetno kakšne križe iz tega lesa, pa jih bojo recimo ljubili tisti ljudje, ki so pomagali. Za vse ne bo, ker tega ni toliko veliko. To je ena taka lepa stvar. Druga stvar, ki bi jo tako poudaril, kadar sem prihajal tle gora, zmeraj imam en tak častitljiv občutek do tega kraja, ker toliko rodov je pred menoj že sem prihajal, pa so skrbeli za cerkev, pa ne samo to, tudi hodili so sem ali jokati ali se veseliti, tako da se mi zdi, so takle kraji po Sloveniji kar posvečen kraj. Pa ni važno, lahko je cerkev, lahko je kakšen drug spomenik, ampak tam, kjer ljudje puščajo svoje težave pa svoje veselje, je za kasnejše rodove kar nekaj posvečenega. Cerkev je seveda le ena od točk, kjer se ustavijo pohodniki. Pridni turistični delavci so namreč poskrbeli, da tudi naprej po poti prek številnih ročno izdelanih obeležij obiskovalci spremljajo bogato naravno in zgodovinsko dediščino krajev pod jetrbenškimi razvalinami. Tudi za prihodnje leto organizatorji pripravljajo nekaj posebnega. Navsezadnje bodo organizirali že jubilejni 20. pohod po poteh roparskih vitezov.